Srečno novo leto, dragi moji, in dobrodošli v letu, katerega smo težko pričakovali, leto svetlobe, duhovnosti, kjer bodo zaplesale energije, in tokrat temu letu dajemo res močno veljavo zaradi tega, ker je najmočnejše energijsko leto, ki bo definiralo naših naslednjih 9 let. In zelo pomembno je, da v tem letu poslušamo, kaj nam imajo zapovedati bogovi in boginje, kar bomo delali danes, angeli, tvoja duša, tvoji vodniki, pa še marsikdo. Verjamem, da si boš vzela čas za to, in prav je. Tudi naš atelje je vse prilagodil temu, vse. Naredili bomo nove meditacije, čisto nove tečaje, vodili vas bomo v to, da se ti odprejo povsem nove dimenzije. Kaj več o tem mogoče na koncu, sedaj pa obljubljeni nebeškoskop za 2025. V decembrskem nebeškoskopu, če si ga nisi pogledala, prosim, pojdi nazaj, ker je bil tudi zelo pomemben. Smo spuščali stvari, tisto, kar ne potrebujemo več od leta 2024. Iz tega nebeškoskopa pa izbirava sedaj karte bogovi in boginje bogatstva. Najino vprašanje pa definitivno je, kako v tem letu kreirati bogatstvo, kako v tem letu skreirati pozitivo, kako dobiti obilje, veliko energijo, vse tisto, kar so pač tvoje sanje in tvoje želje. Tako da tokrat se posvečava tej tematiki. Karte imam pripravljene sproti, ker bom jaz potegnila karto, ti bom pokazala tudi na ekranu, in zelo se veselim, da bomo sedaj skupaj. Pa začnimo z kozorogi, začeli bomo z vami. Evo, sej januar je vaš mesec predvsem, kaj ne? Torej, kozorogi, dragi bogovi in boginje bogatstva, kako bodo kozorogi in kako naj gradijo svoje obilje in bogatstvo, kaj je pomembno, da bodo to dobili, in potem tudi seveda vsa ostala znamenja. Tvoja karta pa, jo bom pokazala tudi na večje. Karta je številka 38, takole, bom zdajle pokazala na zaslonu. Karta številka 38, dragi kozorogi, tole je vaša karta. In pravi, lahko skupaj z mano gledaš, bogatstvo najdeš v novih idejah, svet se nenehno spreminja, prilagodi se toku sprememb in kanaliziraj sveže ideje. Tvoje inovacije bodo usmerjale prihodnost tvojo in od drugih ljudi. Dragi kozorogi, vi ste zelo itak mentalno močni ljudje, in v letu devetke, torej v letu 2025, razmišljajte, kako bi to svojo unikatnost pripeljali svetu, zaradi tega, ker to bi vas nagrajevalo. Nagrajevalo bi vas absolutno osebno, torej tvojo energijo, in nagrajevali bi te tudi po uspehu in po financah. Lepo je, da si nekatere stvari postavila v življenju, in lahko jih tudi, če so ti všeč, jih seveda lahko tudi obdržiš, vendar tudi glede obstoječih energij, katere imaš v svojem življenju, dodaj notri nove energije. Torej, primer, če imaš svoj posel, nadgradi ga, dodaj notri nove ideje, produkte, izobraževanja, karkoli že delaš, daj nekaj novega, daj nekaj svežega, daj nekaj tudi ljudje, ki te poznajo in to od tebe še niso videli. Če pa tega še nimaš, pa si to želiš, potem je to tvoja priložnost, da začneš nekaj novega. To je tudi raje zelo močna karta podjetništva, močna karta, kjer v bistvu lahko dobiš res take unikatne ideje, katere na tem planetu nismo videli še, katere na tem planetu mogoče do zdaj ljudje niso bili pripravljeni to prejemati pa implementirati, ampak zdaj bojo. In če je kdo tisti, ki lahko to pripelje na planet Zemlja, če je kdo tisti, ki lahko te stvari sidra, potem si ti razmišljaj na novo, zelo, zelo na večje, predvsem pa zelo, zelo na sveže, bi jaz rekla. Tako da,
To so bili kozorogi, sedaj pa ste na vrsti in smo na vrsti vodnarji. A ste videli? Ta je pa kar odletela. Evo, lej to, ta je pa kar padla. Ta je pa kar padla. Ok, dajmo si pogledati. Karta je številka 43. Pokažem karto. 43. Bogastvo najdeš v naravi, ko se povežeš z zemljo, drevesi in vetrom, odkriješ mir in odkriješ modrost, ki te napolnita z neizmerno energijo. Narava ti podarja neizčrpanje notranjega ravnotežja. To je, jaz verjamem, da to delaš in verjamem, da rada greš v naravo, glede na to, pa da smo energijsko leto, pa da smo leto devetke, bom pa tukaj za vas vodnari dodala še eno dodatno navodilo. Kaj to pomeni, da imamo karto narave, pa da smo v letu devetke, to pomeni, da smo v letu energij. Zelo ti bo pomagal, da svoje bogastvo podpiraš z vsem, kar lahko upravljaš svojo naravno energijo. To pomeni, da se priuči znanj, kot so reiki, je ena taka metoda, bioenergija, to sicer ni pri meni, imaš pri Mihajlu 19. prvega tečaj, bioenergija. Torej, ko ti posežeš in preko svojih rok ali pa meditacije, si dovajaš to naravno energijo, ki se združuje z naravo in hkrati z energijskimi polji. Ampak vse, kar boš probala na tak način delati, bo obrodil sadove. Veliko bo tudi poudarka, to je ta karta na telesu. V tem letu bo za tebe pomembno, da imaš močno telo, da preobraziš svoje telo, ker za svojo manifestacijo je zelo pomembno, da imaš tudi močno telo. Tukaj ti spet prijajo potem energijske metode zdravljenja prav, ne? Da imaš močno telo, da imaš pretočno telo, da imaš telo, ki zmore manifestirati pa graditi obilje in bogatstvo, veliko naredi na svojem telesu, na naravnih energijah, na zdravilnih energijah, tudi naš atelje ogromno to ponuja, na vse zadnje tudi neka redna meditacija to prinaša. Načeloma manifestacijsko bi rekla, da kar vse prav delaš, samo poskrbi, da ne bo kakšnih utrujenosti, izčrpanosti, te stvari in da res veliko narediš na področju samega zdravja. To je tudi ta karta, a ne? Tako da to je bilo to in potem bomo šli naprej na ribice. Kako boste pa ribice gradile bogastvo? Takole. Karta je številka 14, pa si poglejmo. Torej, karta bo številka 14, tole je vaša karta, drage ribice. Takole. Ribice, bogastvo najdeš v modrem upravljanju časa, kjer vsak trenutek šteje. Ne zapravljaj dragocenih ur za prazne pogovore in nepomembne stvari. Osredotoči se na tisto, kar resnično hrani tvojo dušo. Joj, ribice. Drage ribice, ja, takole imamo, kaj ne vam rečem. Drage ribice, v tem letu ne bo razmetavanje energije za voljo, da bi komorkoli ugajali ali pa da bi bilo vsem vse prav, ne bo več opcija. Glede na karto lahko domnevamo, ker je tudi štirka noter, da ste v letu 2024 dostikrat dali veljavo, kaj nekdo drug hoče, kaj si nekdo drug predstavlja, kaj nekdo drug potrebuje, koliko bi vi časa v nekoga drugega mogli vlagati in ogromno nekega vašega potenciala, ki bi lahko zasijal na večji neki tehnici, zaradi tega do tega ni prišlo. Ne morete si tega privoščiti v tem letu, absolutno ne. Toplo vam, drage ribice, svetujem, da se date na prvo mesto. Kaj vi si želite,
ob čem želite vi preživljati čas in to naj bo na prvem mestu, vse ostalo okrog tega pa prilagajate temu. Ne več, torej kaj vsi drugi hočejo in potem, če ostane čas, potem pa kar ostane pa zame, zdaj se mora to obrniti. Resnično, gremo v energijsko leto in zapravljanje kakršnekoli energije ni opcija, ker se ne bi dobro na tvoji celi energijski ravni pokazali. Tega si pa zate absolutno ne želim. Tako da prosim, drage ribice, poslušajte me in prosim poskrbite, da res do tega ne bo prišlo in da res upoštevate ta nasvet. Te karte so zelo močne in zelo jasno govorijo. A ne? In po ribicah boste tukaj ovni. Boste ovni. Takole. Tale karta se mi je kar nekako prijela. Karta številka 17. No, pa da ti jo zdaj pokažem. Karta številka 17 za torej ovne. Bogastvo najdeš v modrosti, ki jo prejmeš od drugih. Ko se odpreš učenju, predavanjem in meditacijam, prepletaš niti znanja v tkanino svoje duše. Vsako njihovo znanje spodbuja tvojega. Glede na to, da gremo v leto devetke, vas tukaj, dragi ovni, nagovarja karta, torej vse življenjske odgovore, ki jih iščete, tudi če jih iščete za fizične stvari, kot so, ne vem, odnosi, denar, kariera, najdete v duhovnih znanjih. Včasih ljudje res nekatere stvari iščejo za logiko, pa iščejo za glavo, iščejo torej, ker je to logično, ker smo tako naučeni, ker je to tako prav, ker je to tako odgovorno, pa vendarle preveč mentalne aktivnosti včasih ne pokaže kakšne rešitve, zato ker jo ni sposoben videti, kot jo pa lahko pokaže duhovna modrost. Lahko pokaže drugo perspektivo, ti pokaže drugo sliko ali ti pa pokaže nek drug potencial, za katerega v nekih situacijah sploh nisi vedela, da obstajajo. Tako da zelo bi bilo pomembno, da močno duhovno zrastete, torej da ni vse samo življenje, obveznosti, rutina in tako dalje, ampak da vpletete v svoje življenjsko okolje še duhovna znanja, angele, meditacijo in tako dalje. Duhovni aspekt rabite, zato da se ne ujamete v mental, kar pa sploh ni dobro v letu devetke. Tako da za vas bodo tudi zelo primerni kakršne koli meditacije, tečaje, glede na karto bi rekla, da so za vas kar nuja in vas bodo tudi v življenjskih okoliščinah, katere si želite, vas bo to zelo, zelo bogato nagrajevalo. Tako da to mi pa lahko, dragi ovni, kar zaupate in vam ne bo žal, a ne? Potem pa imamo tukaj bike. Dragi biki, kaj boste pa vi ustvarjali za bogatstvo? Biki, vi ste šli pa, ste rekli močno. Karta številka 6, jo bom pokazala. Tole je vaša karta, dragi biki. Bogatstvo najdeš v tišini. Kako gre to z biki, če se sprašujem vaš čas, a veš? Ker tvoje manifestacije rastejo brez zunanjih pogledov, ko svoje načrte varuješ pred svetom in dovoliš, da se v varnosti razvijajo v čudovito stvaritev. Dragi biki, vi ste radi videni, vi ste radi, da vsi vejo, kaj si vi želite, kdo vi ste in tako naprej, ampak mogoče bo konkretno leto 2025 za vas zelo dober, poleg te vaše izrazne narave, da pogledate še v drugi aspekt tega. To pomeni, da imate nekatere procese zase, da meditirate, da preživljate čas v tišini, da razumete, kaj je naslednji korak in da te korake delate in jih šele potem na veliko in pompozno pokažete svetu. Da bolj sedite v stiku s svojo dušo, da bolj sebe poslušate, ker takoj, ko drugim ljudem poveste, pa se začnejo te stvari dogajati, potem vi zelo začnete opazovati okolico in
prilagajati ta svoj izraz in tudi neke okoliščine temu. Zdaj bi bilo pa dobro, da najprej notranje procese dokončate sami, res ugotovite, kaj so vaše želje, vaši naslednji koraki, jih popolnoma implementirate vase, popolnoma, in potem šele pokažete svetu. Rabite neko globjo duhovno modrost, neki časa za preživljati v njej in tudi torej, v tej tišini, v taki meditaciji. Vem, da ni tipično bikovska narava, vam bo pa zelo prav prišla. A ne? In naslednji ste dvojčki. Ok, kaj boste pa dvojčki ustvarjali? Kaj bo vaše bogatstvo? Same močne karte. Karta številka je Eva 25, karta številka 25 pa leto 2025. Tole bo vaša karta zdaj, dragi biki. Evo jo. Bogatstvo najdeš v dvojčki. Jo, biki sem rekla. Dvojčki. Dvojčki. So še malo pri bikih ostala. Dragi dvojčki, tole je za dvojčke. Torej, dragi dvojčki, za vas je pa pomembno, če pogledava karto, ne, bogatstvo najdeš v svobodi, ki jo prinese spuščanje perfekcionizma. Ko sprejmeš nepopolnost kot del poti, se odpreš resničnemu obilju življenja, kjer lepota biva v naravnem toku in preprostosti. Dragi dvojčki, vi včasih dobite fiksno idejo, kako bi nekaj mogli izgledati in kako bi se ljudje mogli obnašati, in če ni to tako, se vam ta slika poruši in potem rečete, da je slika itak napačna in bi jo najraje razbili, na tla vrgali in tako dalje. Mogoče bi vam v letu 2025, pa paste, še karto imate 25, ko ne, dvojčki, bi vam svetovala malo več opazovanja, da ne skačate na stvari, da ne skačete mogoče na prvo žogo, da si ne ustvarjate neke perfektne slike, kjer ni možnosti dopolnitve glede nečesa, zaradi tega, ker leto 2025 bo predvsem energijsko gradil stvari. In kadar nekaj energijsko gradi stvari, se mogoče rezultati ne pokažejo takoj na prvo žogo, ker se najprej energijo gradijo, pa tenstajo, pa gradijo, pa tenstajo, potem pa pokažejo kar naenkrat fizični rezultat. In če bi v procesu te gradnje, za vas bi bilo dobro samo, da držite energijo, meditirate in tako dalje, če bi v procesu te gradnje vi to obsojali, rekli, da ni dober, obupali, vrgli puško v koruzo, probali reči, da je to itak brez veze, bi lahko zamudili res lepe priložnosti, zato ker 25, kaj je 5 plus 2 je tudi 7, to je pa številka lekcij. Tako da probite mogoče stvari, ki ne grejo perfektno, ne grejo čisto po vašem načrtu, biti vztrajni, jih pogledati, probati upravljati energije, jih razumeti, upravljati sproti, če treba tudi prilagajati, pa boste res ugledali zelo lepe rezultate, samo dovolite si to neko potrpežljivost. To bi vam res toplo svetovala, a ne? Tako da to ste bili dvojčki in naslednji boste raki. Dragi rakci, kaj bo vaše obilje in bogatstvo? Vaša bo pa kar prva karta iz seta, a ne? Prva karta iz seta, torej ne dvojčka, ampak rak, takole mi sistem sam naredi, se jaz potem zamenjam. Raki ste torej, ok. Torej, tole je vaša karta, dragi raki, kar prva iz seta, bogatstvo najdeš v hvaležnosti za vse, kar si dosegla. Povej si, kako močna si bila na svoji poti. Tvoje srce naj bo kot ocean, globoko, polno miru in hvaležnosti za vse zmage. Dragi raki, vam bo, glede na to, da je energijsko leto in vi ste tudi zelo energijski, leto 2025 kar dosti pisano na kožo. Zelo radi imate eterične energije, angele in tako dalje. In prinesli vam bojo vse. To je tudi karta, kjer se prepustiš toku, kjer meditiraš, delaš angelske priporočnje, kjer prosiš eterična bitja za pomoč, a ne?
potem pa si hvaležen za vse tisto, kar imaš in za vse, kar prihaja. Ampak biti hvaležen tudi za angele, si vzeti čas za njih, se pogovarjati z njimi, za vsa ta bitja, biti z njimi, začutiti to povezavo. Tudi če noter nič tazga v meditacijah, pa tako naprej ne delaš, ampak absolutno ti bo ta hvaležnost in ta stik prinesel vse tisto, kar si ti želiš. V tej mirni, pretočni, hvaležni energiji, predvsem ta mirna energija, veš, kar res lahko zadihaš, seveda delaš svoje stvari, ki si želiš sproti, ampak da si vzameš ta sveti stik. To je definitivno ta karta, dragi raki, ne? In potem boste, naslednji boste levi. Ja, naslednji boste levi. Dragi levi, kaj pa vam prinaša 2025? Karta številka 34. Karta številka 34. Evo, takole samo, da jo najdemo skupaj, 34. Tole je vaša karta, dragi levi. Noro. Zelo bo duhovno leto za vas, levi. Zanimivo. Bogatstvo najdeš v spominih prejšnjih življenj. Raziskuj svoje pretekle inkarnacije in aktiviraj darove iz njih. Tvoja duša je stara in modra. Imaš tudi svečeniške darove, ki ti bodo prišli prav. Dragi levi, to je zelo močna karta. Dragi levi, v letu devetke, ne samo vaši cilji in ambicije, za katere se strinjam, da pri levih absolutno morajo ostati, ampak tale karta simbolizira to, da vam bo v življenje, da vam bojo v življenju vstopile res globoke stvari, ki so starodavne. Vi se boste spomnili, po katerih civilizacijah ste hodili, kaj ste tam učili ali se naučili. Vi se boste spomnili, kaj druge dimenzije nosijo kot znanja, ki bi Zemlji prišla prav. Jaz bi vam predlagala, da leto devetke posvetite širjenju znanj, katera se bojo integrirala, in da pomislite in da greste v aktivacije raziskovanj, kaj znotraj sebe v tej svoji starodavnosti se lahko spomnite in na unikaten način preko, da ste lahko duhovni učitelji mogoče, ali da ste lahko pisatelji in tako dalje, da lahko ponudite svetu. In absolutno ponudite svetu, lahko svet navdihnete s stvarmi, ki jih še ne poznamo, stvari, ki resnično so tako zelo unikatne, ampak vi greste tokrat, levi ste zelo voditelji, bolj številka 1, ne? Ponavad, kakor 9, ampak zdaj v devetki boste pa za svoj uspeh, dograjujte s tem, s to karto, pa bo vse tako postalo globoko in tudi vi boste na poti postali nek drug svečeniški, mogoče celo človek, ki lahko ogromno potem tudi ponudi na čisto nove načine, kajti devetka bo na splošno spremenila obliče sveta, bi temu lahko rekala, ne? In naslednje boste device. Kaj pa bojo... Kar prijela se mi je na roko. Evo, karta, drage device, številka 2. Pa vam pokažem tole karto. Torej, vaša karta je pa tale. Tole, takole, devica. Torej, karta številka 2, drage device. Bogatstvo najdeš v trenutku zdaj, ker časovni stroj tvojega srca obstane. Ne beži v preteklost ali prihodnost, tu v sedanjosti se skriva prava čarovnija in obilje življenja. Najboljšo manifestacijo v letu 2025, drage device, boste dobile na dnevni bazi. Jaz bi vam svetovala mogoče en proces, če mi zaupate, 365 dni traja, kjer bi se zjutraj zbudila in bi rekla, danes dan posvečam, ne vem, recimo svoji karieri. In bi un dan delala vse, kar je za mojo kariero, da zrastem v njej.
Potem pa naslednji dan, danes posvečam dan ljubezni do sebe. Pa bi si vzela cel dan, da grem, ne vem, v toplice, na masažo, kamorkoli že. To pomeni, da bi vsakmu dnevu določila, lahko si tudi en dan prej pripraviš, pa nek koledar, narediš neko vrednost. Včasih, device, vi znate biti kar čustvene, pa vas zna odnašati, kaj je bilo v preteklosti, kaj je nekdo rekel, kaj se je nekaj zgodil, ali pa v prihodnost, da bo vse v redu, pa vas potem skrbi. In v tem v letu 2025 nimate moči. Tako tudi vsi izzivi, ki prihajajo v skladu s tisto energijo dneva, usklajujte in se soočajte z eno stvarjo naenkrat. Ne biti preveč obremenjeni, joj, moram to doseči, pa mora biti to čez 6 mesecev, tako da vam ta čas ne bi zbežal. Posvetite se dnevnim manifestacijam, ker boste videli, da boste zgradili tako veliko in tako močno manifestacijo, da vas bo res naravnost, drage device, naravnost očarala. Tako da upam, da mi boste zaupali, ker to je res, res močna stvar. Potem pa boste naslednje tukaj tehtnice. Ena se je obrnila, samo da jo najdem. Evo jo, prav tako obrnila se je. Tehtnica, evo ti zdaj. Všeč ti bo ta karta, samo to ti lahko povem. Karta je številka 29. Karta je številka 29. No, drage tehtnice, takole bo, a ne? Ful dober. Bogastvo najdeš v kreaciji denarja, kjer tvoja energija podpira investiranje in nove priložnosti. Okay. Zdaj je čas za dodatne zaslužke in samostojno podjetništvo. Verjemi v svoje sposobnosti. V letu, zanimivo, devetke, bo vaša energija podpirala finančno ustvarjanje. Če ste si kadarkoli zaželeli, energija bo na vaši strani. Če ste si kadarkoli zaželeli nekaj svojega ustvarjati, v nekaj investirati, nekaj kupiti, nekaj se preseliti, začeti neke čist nove stvari, absolutno v tem letu to naredi. Prosim te, ne čakaj, tudi če te malo strah, tudi če nisi čist prepričana, dobro bo. Pojdi v investicije, 5 stvari naredi, ki si želiš, zalaufi svojo firmo, začni se z nečim ukvarjati, pojdi te svoje fizične, materialne želje, pojdi izpolnjevati, zaradi tega, ker seveda boš to podpirala z meditacijami in tako dalje, ampak ti bo sorodno to z letom 2025. Bo z leto 9, ko je drugače duhovna številka, bojo duhovne energije, torej energije, ki so svetlobne, bojo podpirale materialno plat tvojega življenja. Tako, to so priložnosti, katere jaz na tvojem mestu absolutno ne bi spustila iz rok. Veš, absolutno ne bi spustila iz rok in bi tole upoštevala. Mislim, da se mogoče že kar nekaj časa igraš s temi idejami za tole, kar pravi tvoja karta, in lahko zaupaš in lahko greš in lahko to narediš. Zate je pravo leto za to. Tako da povečaj tudi svoje cilje, absolutno povečaj cilje in povečaj standarde. Povečaj standarde, povečaj svoje želje, komu to narediš. Čestitam ti. Naslednji boste pa škorpijoni. Kaj pa vaše leto 2005? Meni se kar te karte kar tako ostanejo v rokah tokrat v teh readingih. 32. Evo, ti pokažem, zelo močna karta, dragi škorpijoni, pa jaz mislim, da se boste absolutno tudi razveselili te karte, če mene vprašaš, a ne? Karta je številka torej 32, samo da jo najdem, evo takole. Torej vaša karta, škorpijoni, bogastvo najdeš v pospešku manifestacije, ko ne čakaš, da se stvari zgodijo same. Zbudi se iz zimskega spanja in dejavno oblikuj svojo usodo. Zdaj je čas, da prižgeš plamen svojih namer. Dragi škorpijoni, za vas bo ful pomembno, da se premikate. Kaj si želim? Zdaj tukaj naredim. Ne, malo pred televizijo nekaj gledam, to sploh ne vem, kaj gledam, malo čip zraven. Ne, škorpijoni. Vi rabite torej pogon energije, ki se pokaže tudi v fizičnem svetu. Delajte, ustvarjajte, če treba več delajte. Ne počivajte, ne bodite v rutini, ne bodite v starem razmišljanju. Ne bodite predvsem, to je Odin, v starem razmišljanju. Vidite tega volka spodaj,
prevzemite pobudo, prevzemite voditeljstvo, vi vodite druge ljudi, premikajte se. Ne biti v teh energijah, ja, tako zdaj tukaj smo, pa pol prije petek, pa malo je vikend, tako naprej. Vi rabite vse začeti na novo, drugače razmišljati, drugače delovati, nekaj narediti drugače, začeti investirati, izjemno veliko časa in energije v nove stvari, tako naprej, povezane seveda s tem, kar ste si kadarkoli želeli, ker to so karte bogovi in boginje. Prosim, sam ne obstati na mestu, škorpioni, ne bo vam to sorodno s tem letom. Premikajte se. In tudi, če so nekatere stvari šle počasi, pa ste si želeli, da bi šle hitreje, vam grejo zdaj lahko hitreje v tem letu, samo če mi boste zaupali in se seveda premikali in če boste delali na tema, ne. In potem zadnji ste, prijela se je, ste pa strelci. Nisem uspela prevešati kart, ker ko je ven šla, pa sem je na roko prijela. Tako da, evo strelci, grand finale za vami. Karta, številka 9. Zelo je hotla tale karta, rečemo temu nekaj povedati. Karta številka 9, boginja Afrodita, ti jo pokažem zdaj. Evo jo, karta številka 9, dragi strelci. Prve so pa odnosi na sporedu. Bogatstvo najdeš v harmoniji odnosov, ker vsak stik duš vpliva na tvoj notranji svet. Ko neguješ in urejaš odnose, se tvoja moč manifestacije prečiščuje in raste v svojo najvišjo obliko. Veste kaj je, dragi strelci, če bi radi dobro obilje pa manifestacije v letu 2025, potem je zelo pomembno, da imate podporo, da imate jasne odnose, da vas ljudje ne črpajo, da se ne hranijo z vami, da vas ne izčrpavajo. Pomembno je, da imate na prvem mestu odnos do sebe, da imate ljubezen do sebe, da imate dober odnos s sabo, da imate dober odnos z angeli, z vesoljem, s kozmičnimi biti in potem, da to nekako prelevite tudi na druge odnose. Ne dovolite več, da se vas kritizira, da se vam jemlje sanje in tako dalje. Tega ne morete več dovoliti, zato ker to so energije sorodnih duš in seveda vstopajo v manifestacijo. Tako da je za tebe pomembno, da urediš odnose, stare odnose za nazaj, da če kaj nisi povedala, da poveš in predvsem, da se obkrožiš z ljudmi, ki podpirajo tvoje sanje in z ljudmi, ki lahko podpirajo ali ti celo pomagajo pri tvojih željah. Naj bojo prednost taki odnosi, povezuj se s takimi ljudmi, predlagaj sodelovanja in tako dalje. Naj ti pomagajo sorodne duše, predvsem pa ne dovoli, da bi ti zaradi tega padalo področje tega, kar smo karto odprli, torej manifestacije same in računam na te. Tako da, no, potem smo tudi tole že naredili za strelce. Tako da, dragi moji, jaz bi rekla, da vsi se kar neki, vsa znamenja se spet neki prikazujejo, kar samo od sebe. Jaz bi vam tako rekla, leto 9 je najbolj pomembno energijsko leto. Naslednjih 9 letov, skozi poudarjam, se bo absolutno definiralo v tem letu. Torej, cikel naslednjih 9 let se določi na podlagi energije, ki se določi v letu energije in duhovnosti. Torej, leto številka 9 je številka energiji. 9 je tudi tista, ki stvari zaključuje, ker to je ta zadnja številka, ki jo poznamo, potem se pa spet začnejo ponavljati, od začetka. Ona zaključuje stvari, ko stvari pustiš za sabo in vse narediš na novo in vse od unega trenutka dalje, kar začneš graditi na novo, a veš, naslednjih 9 let doživljaš. Zato ne morem dovolj poudariti, kako zelo pomembna je 9. 9 je absolutno leto, kjer se vse prilagodi temu, da popolnoma spremenim svoje življenje za naslednjih 9 let in postavim nov cikel. Kaj sem pogrešala pri svojih sanjah, naredila premalo za njih in greš to delati. In neverjetno lahko v 9, to bo dobesedno tančica med nami in drugimi svetovi, bo tako zelo tanka, izčrpati to svetlobno energijo in dovajati v svoje fizično življenje. Zaradi tega, ker vse bo pogojeno, vsi duhovni učitelji to vemo, energije bojo na prvem mestu.
Tukaj rabimo zdaj pospešeno komunicirati z angeli, delati priprošnje, delati meditacije, najprej iti k energijam, nekaj vprašati, potem pa to implementirati, pa zasidrati v svoje fizično življenje. Prosim, ne pozabiti vseh obveznosti, tega ne pozabiti v letu 9, prosim te, ker bi preveč stvari zamudila, ne pozabiti. Vse, kar hočeš doseči, greš najprej k energijam, glede na to, kakšno leto je. Najprej narediš meditacijo, najprej narediš, ne vem, tečaj karkoli, potem pa greš in to izvedeš in jaz ti povem, to je zmagovalna kombinacija. Ne pa, da se sam matraš, nekaj ugotavljaš, ker bi preveč energije, spet smo pri energijah šlo. Zato naš duhovni atelje popolnoma spreminja v tem letu princip, za eno leto popolnoma spreminjamo princip delovanja. To pomeni, vse se bo podredilo temu. Začeli smo čisto z novimi meditacijami, s čisto novimi tečaji in nikoli jih nismo še začenjali januarja. Tokrat prvič začenjamo, tak velik cikel začenjamo januarja, ker je pomembno, da te energije začnemo graditi že januarja. In to je vse novo. Novi tečaji, to vse vam bomo položili v naročje, samo uporabiti morate. Od tega, da bom jaz začela z novimi vrstami meditacij, z mantrami, bojo seveda tudi stare meditacije na voljo, ampak bomo začeli z novimi. Mihael je začel z novimi simfoničnimi meditacijami, z tega tudi naredil tečaj. Prišel bo čisto nov princip bioenergije, prišel je čisto nov princip hipnoterapije, vse to imaš med 1. januarjem pa med 1. februarjem na voljo pri nama. Potem pa so tukaj povezave z angeli, seveda, nujno. Tečaj angelskih blagoslovov, pa za one, ko imate težave z odnosi, tečaj sorodnih duš, torej vse energije, ki karkoli štejejo. Predlagam ti, da si to zelo močno pogledaš, da pogledaš, kaj sva zbrala in kako sva to oblikovala. V tem trenutku je že znano, v leto 9 smo že razkrili, kaj bomo delali, kar programe smo vnaprej dali, zato da si to lahko pogledate in vsi, ki se boste tudi prijavljali v tem letu na kakršne koli tečaje, boste zraven dobili še dodatne tečaje v vrednosti 888 evrov, tako da, ali pa odvisen, kje si, na kjerem tečaju, ali pa 444 evrov, skratka, res vas bomo podprli. Poglej si na potovanje duše.si in zajadraj skupaj z nami v te energije, dovolj, da te vodimo, ker te bomo znali prav odvodati in vemo, da bomo naredili z tega res najboljše leto in naslednji 9-letni cikl. Velika odgovornost tudi mi čutimo, ampak hkrati je pa tudi eno tako veliko veselje ob tem. Želim ti še enkrat vse najlepše v tem letu. Hvala, ker si del našega ateljeja, ker spremljaš nebeško skope in vse ostale stvari. In se veselim in z Mihaelom se veseliva vedno, ko se vidimo, ko se podružimo in predvsem definiramo leto 9.